Danes dva sogovornika za vas, trener članskega moštva Andrej Razdrh in napadalec Andraž Šporar. Glede na to, da je zdaj najbolj aktualna ta prva tekma pokalna četrtfinala z Mariborom, smo vam tudi v teh mapah priložili nekaj podatkov, morda za oris vsega, kar se dogaja, ker gre za nekoliko bolj specifično tekmo. Sicer pa, kot veste, ekipa v zadnjih dneh trenira v Novigradu, tam bo ostala do petka. Petek se vrača sem, potem v soboto v 20. uri pač ta otvoritev sezone nogometne drugega dela. Kar se tiče vremena, to smo se v zadnjih dneh tudi z nekaterimi od vas slišali, se največ pogovarjali. Zaenkrat mi pač nimamo nobenih dojav, da tekme ne bi bilo. Je pa seveda to stvar višje sile, tako da mi delamo kot da tekma bo, tudi glede na to, kakšna je bila izkušnja na zadnji reprezentančni tekmi med Slovenijo in Bosno in Hercegovino, je pač obet glede tega, kako so upravljalci sposobni stadion pripraviti dober. Če bo še kakšno tehnično vprašanje, karkoli povezavi s tem, se pravičujem, sem vam jaz seveda na voljo. Naj dodam še to, kar se tiče prodaje vstopnic zaenkrat, recimo temu, da poteka po pričakovanjih. Glede na to, da je šele sreda, pri nas imamo tudi nekako klasično v zadnjih dveh dneh in na dan tekme gre pač prodaja najbolj, tako da glede tega bi bilo karkoli bi zdaj prejudicirali glede števila gledalcev preuranjeno. Zdaj pa z mano sta oba sogovornika, glede na to, da je ta tekma pred nami, pa verjetno večino bo itak zanimala neka klasična ocena oziroma pričakovanja pred njo, bom jaz oba najprej prosil, da bosta podala to, se pravi pričakovanje pred tekmo, potem pa boste seveda oba na voljo za vaše vprašanja, kot smo se pa tudi že prek e-mailov pa v teh razgovorih pogovarjali. Z nami je danes tudi predsednik kluba Izet Rastoder in direktor Sanad Konjević, ki sta se nam že pridružila, ampak bosta tudi za vaše vprašanja karkoli tudi za klepet in na voljo v tem neformalnem delu, ki bo sledil po zaključku tiskovne konference, ki vas seveda vse vabim tudi na Zagorsko. Torej, začnemo klasično, Andrej, boš ti najprej. Ja, najprej lep pozdrav vsem zbranim. Čakajo nas v bistvu 3 tekme z Mariborom, 3 derbiji, sicer prvi 2 specifični četrtfinale pokala. Jaz moram reči, da celotno pripravljalno obdobje sicer je specifična situacija, pripravljamo se prvenstvo, vendar sta te 2 tekmi pač imate tako težo, da enostavno so bile celotne priprave namenjene štartu že da bi bili maksimalno pripravljeni na prvi tekmi. Zdaj, prva tekma v Stožicah, normalno treba je biti pameten, šteje samo rezultat, se pravi, igrate se 2 tekmi. Mi objektivno moram reči, da dobro pripravljeni čakamo prvo tekmo, smo povsem mirni, vemo, kakšen nasprotnik nas čaka in mislim, da smo 100% osredotočeni že na prvo tekmo, predvsem na prvo tekmo in po prvi tekmi bomo razmišljali v drugi tekmi. Tako da še enkrat poudarjam, kar je bilo v naši moči, smo storili maksimalno, kar smo lahko in enostavno mislim, da v dobrem fizičnem stanju pričakujemo Maribor že na prvi tekmi. Mi smo v začetku tedna pobegnili praktično v Novigrad, ker so to ogromne težave praktično za delo. Naravna trava, 12 dni Španije, pa potem umetna trava tukaj, pa spet naravna trava v Splitu, pa umetna trava spet tukaj, da praktično se nismo mogli priložiti, da bi v Sloveniji trenutno ni igrišča, ali pa v okolici, kjer bi lahko to naredili, smo pač pobegnili v Novigrad, kjer te priložnosti se normalno tudi zahvaljujem vodstvu, ki je to omogočili in enostavno mislim, da je vse narejeno za to, da v najboljšem stanju počakamo Maribor. To je to, kar se tiče neke splošne ocene. Zdaj napoved za
obe srečeni, normalno mi enostavno hočemo, teoretično je to lažje pot do osvojitev neke lovorike kot v prvenstvu, glede na stanje, kakršno je trenutno na lestvici, ampak normalno pokal je specifično tekmovanje. Jaz ne bom rekel, v katerem se dogaja presenečenje, ker pač derbi je le derbi, tako da enostavno naš osnovni cilj je osvojitev pokala in vse bomo storili, da pač to naredimo. Tako da to je neka splošna ocena pred prvo tekmo, potem za vprašanje pa specifično, da pa lahko pol vprašam. Hvala. Draž? Lep pozdrav še z moje strani. Čakate nas dve težki tekmi, dva prava derbija v polnem pomenu z Mariborom. Mi smo se dobro pripravili na te dve tekmi. Zavedamo se, da ima Maribor dobro ekipo, pa vendar ne mislim, da s pravim pristopom in z veliko borbenostjo in željo lahko stržimo pozitiven rezultat in se uvrstimo v polfinale tega tekmovanja. Pokal nam ponuja edinstveno priložnost za neko, ne bom rekel lažjo pot, ampak krajšo pot za lovoriko. Tako da s pravim pristopom in s pravo podporo s tribun mislim, da lahko ta pokal pripeljemo v Ljubljano. Hvala. Zdaj se bomo oba gosta seveda na voljo za vaše vprašanje. Glede na vse težave, ki ste imeli v današnjem procesu, na kolikih odstotkih ste? Ja, jaz bom rekel, da če nismo na 100%, zdaj trenutno pol je nekaj narobe, ne? Ampak enostavno jaz moram reči, da celotno pripravljeno obdobje je bilo tudi izbrano z nasprotniki tako, da enostavno mi lahke tekme v pripravljenem obdobju nismo imeli, razen mogoče prve uvodne z Simor šampionom. Vsi ostali nasprotniki so bili na nivoju, jaz bom rekel, sigurno vrha slovenske lige, definitivno, in to se v teh tekmah pokazali. Mi v vseh tekmah, praktično bomo rekli v Španiji, smo na momente izgledali zelo v redu, bili popolnoma enakovredni nasprotniki tem, pač, jaz bom rekel, izkušenim evropskim ekipam. Zdaj, kar se tiče gostovanja v Splitu, jaz sem vesel, da smo to gostovanje naredili, ker enostavno še vedno bom trdil, da Hajduk ni boljša ekipa od teh treh, s katerimi smo mi igrali v Španiji, vendar se je, hvala Bogu, zgodilo nekaj, da je opozorili na neke napake, kjer mi trenutno v tistem momentu, v tistem stanju še nismo bili na nivoju. Mi smo te stvari vse analizirali, da se pač ne bi ponavljale v prihodnje, ne samo na tekmi pokala. In moram reči, da trenutno, tako kot normalno je, da so razlike med posameznimi igralci znotraj moštva, nekateri so že zdaj, moram reči, da zelo, zelo dobro izgledajo, nekateri mogoče se temu približujejo, ampak enostavno je bilo težko, ker umetna trava, pač, jaz sem že to izjavil, da to ni isti šport, ne, je rizična za poškodbe, mi pa dejansko trenutno nismo v stanju, da bi imeli 35 enakovrednih igralcev in da bi pač za nas je nekaj, bom rekel, neko jedro ekipe je znano, tako da smo upali, da bo prišlo do čim manj poškodb. In kar se tiče treningov, poškodb ni bilo, eventualno poškodbe so se zgodile na tekmi. In mislim, da, kot sem že izjavil, igralci so maksimalno pripravljeni in fizično, kako se je to dal, predvsem pa upam, da psihično, ne. Ker mi praktično v teh dveh tekmah, bom rekel, nimamo kaj izgubiti, ampak mogoče malo manj kot nasprotno. Izvolite.
Maribor je bil na pripravah v Turčiji v kasnejšem terminu, ne? Se pravi, so tudi zaradi tega zdaj v prednosti že na sobotni tekmi, ker imajo pač to treningov na naravni travi, ne toliko odmaknjenih. Ja, mogoče po neki logiki, vendar jim ta teden verjetno, se pravi, tudi če en teden oddelaš priprav na umetni travi pred tekmo, je stanje katastrofalno, tako da smo tudi mi ta teden praktično šli na naravno travo. Zdaj, ja, glede na vreme sicer ne bi mogli vedeti od recimo 7. januarja pa do 23. februarja, kdaj praktično bo snežilo, pa kdaj v Sloveniji zadeve ne bojo omogočile normalne vadbe pač na naravni podlagi, ampak ja, mogoče neka prednost je, ampak jaz mislim, da to ni bistvenega pomena, ker smo mi praktično 6 treningov naredili zdaj na naravni travi, tako da, kar se tiče podlage, tukaj ne bo nobenih težav. Ste se gledali kakšna tekma, mislim, da so bili neki web, internet prenosi njihovih tekem v Turčiji. Kako vzgleda Maribor? V bistvu tako, jaz bom rekel, da bi si prav ogledali, ne, imamo neke informacije pač od nekaterih nasprotnikov, ki so z njimi igrali, vendar tudi Maribor je ogromno rotiral v teh vseh tekmah. Mogoče jaz bom rekel, verjetno zadnjo tekmo, da je igral v tisti postavi ali pa približno v tisti postavi, ki je njihova najmočnejša. Zdaj, njihova, da bi zdaj, jaz bom rekel, mislim, da se dosti dobro poznamo, da oni ne bojo odstopali od tistega, kar najbolj počnejo in nimajo nobenega razloga, da bi prišlo do kakšnega ekstra presenečenja. Tako da mi smo vse te tekme, tudi prejšnje njihove in naše medsebojne analizirali, tako da v bistvu vemo, kaj nas čaka. Andraž, taki tekme, kot je ta z Mariborom, v bistvu derbi, to so za mlade igralce posebej motiv, verjetno tudi za tebe. Se za take tekme živi, kako gledaš ti, da je možnost za en talentiran igralec. Kaži tisto, kar pač je zmožen in znam. Ja, v bistvu še pred 2 leti sem gledal Nisi ravnodušen, verjetno, kot recimo, če gledal. Ne, seveda je to pač drugačen dvoboj, ne. Še pred 2 leti sem to spremljal po TV-ju in sedaj lahko igram na takih tekmah in seveda to pač je dokaz, da delamo dobro, da smo na dobri poti in upam, da bo v prihodnosti še čim več takih tekem. Za biti bolj na takih tekmi je verjetno bilo. To pa tudi lepo, ja. In bi se zelo veselil, če bi ga dobil, ja. Andrej, še? Ja. Andrej, recimo na osnovu neke analize jesenske lige, ker je to naredil, kaj je bil potem nek plan v tej pripravljalnem obdobju, kje narediti nek premik? Ja, v smislu igre, v smislu... Tako, mi praktično od 1. septembra, ko sem jaz prišel na čelo ekipe, smo poskušali se držimo nekega načina, ki je prinesel rezultate. Pošteno povedano, mi smo naredili neke uspešne rezultate, tako da imamo tudi varianto B, vendar enostavno znotraj tega, da bi bili še boljši v tistem, kar pač smo postavili. Definitivno je en od segmentov hitrejša igra, druga zadeva je igra, ki je praktično bolj nevarna za gol, se pravi po globini. Po drugi strani spet menjava ritma, kdaj normalno umiriti pač igro, kdaj narediti neko spremembo v tempu. Pa mogoče zadnja stvar, ki je tudi vezana na število pač kvalitetnih igralcev, ne, definitivno jaz zagotavljam, da bomo bolj čvrsti v drugem delu prvenstva, ker smo po strukturi nekako dosti nizka ekipa, pa dosti lahka, tako da, ampak to se da spremeniti, na tem delamo, na agresivnosti in praktično to so tiste osnove prve, ki jih hočemo spremeniti, da bi enostavno držali ta nivo ali pa praktično
šli še naprej. Z razmerami v Novigradu ste zadovoljni? Imate vse, kar potrebujete v tem zadnjem tednu? Ja, jaz moram res pohvaliti še enkrat, da pač vodstvu, da nam je to omogočilo, ker praktično teh 100 km ali pa malo več in temperatura je druga in igralna površina je ok, kar je lahko, ni praktično, ne more se primerjati Španijo, ampak omogoča optimalno vadbo, tako da enostavno boljše poteze kot te ni. Tako da mi smo res zadovoljni, da enostavno pridemo do situacije, da smo vse naredili pred to tekmo, zdaj kaj se bo zgodilo na tekmi tej, pa potem v sredo, pa ne moramo vedeti. Bomo pa probali vplivati na to, kako se bo dalo. Če že na vreme ne moramo vedeti. Kdo bo branil oziroma kdo v tem trenutku vaš prvi golman? To je zanimivo vprašanje. Zdaj, jaz lahko zdaj povem, da mi imamo najmanj težav na vratarski poziciji in imamo dva super kvalitetna vratarja, ki v vsakem trenutku lahko stopita na gol, tako da jaz zaenkrat o tem ne bi govoril, tako da odločitev je več ali manj znana, ampak ne vemo, kaj se lahko zgodi danes ali pa jutri, tako da ne bi slučajno kaj rekel, pa bi se zarekel v bistvu ali pa kakšno nesrečo ponesel v teh dneh. Bo Nikezić nared? Drugo zanimivo vprašanje, Nikezić trenira, sicer po prilagojenem programu, ampak zadeva boljš kaže, kakor je bila diagnoza postavljena, v bistvu rehabilitacijski čas, tako da zaenkrat zadeva izgleda pozitivno. Kdo? Je to kakšna specifična priprava, ki bo po teh treh pomembnih tekmah, še 2 meseca na pol prvenstva in da je v tem zimskem roku to so bazične priprave, praktično še za naslednjo sezono? Se pravim, zdaj po eni strani je to hendikep, po drugi strani pa jaz sem vedno poudarjal, da bi si želel, da bi vsaka tekma v prvenstvu bila taka, kot je tekma pač vse skupaj okoli same tekme in sama tekma, ki zahteva praktično, da si na tej tekmi maksimalno. Zdaj je malo problema, ker sta te tekmi dani pred prvenstvom in enostavno sta spremenili načrt nekih klasičnih standardnih priprav, za katere se ve, da se pač nabira čez celo sezono. Ampak jaz, tako kot smo te 4 tekme odigrali ekstra močne, sta te dve vsaj na tem nivoju, če ne več, normalno dodana vrednost tekmovalnega naboja in jaz upam, da bo to dobra priprava, odskočna deska za prvenstvo, ne pa kaj drugega. Tako da te tekme, sem rekel, med temi 3 tekmami je razlika, med prvimi 2 pa potem v prvenstvu, tako da se veselimo teh tekem, jih pa čakamo. Če je osnovni cilj Smitov pokala, kaj pa za prvenstvo, kaj? Ja, zdaj enostavno vemo, kakšna je situacija. Maribor ima 9 točk prednosti, pa tekmo manj. Tako da to je ta težja varianta. Zdaj, mi bomo naredili vse, da pač bomo vsako tekmo po tekmo odigrali najboljš, kar znamo in da vsako tekmo dobimo. Zdaj, osnovni cilj je zagotovitev Evrope, če se bo dalo kaj več, če se bo ponujala kakšna večja priložnost, zakaj pa ne, ampak jaz mislim, da mi spadamo pač v vrh Slovenske lige in da tam moramo biti in jaz mislim, da bi bil neuspeh športnega vedika, če mi praktično ne bi ostali med prvimi 3, ampak v bistvu na tem mestu, kakršni smo, ali pa praktično, če se ponudi varianta, zakaj pa ne. Prvenstvo je pač še 15 krogov je, tako da ne vemo, kaj bo prineslo. Andrej, še eno vprašanje, mogoče ni direktno vezano s samim tekmom, ampak v povezavi je,
ambicije navijačev Olimpije su logične i normalne, tako kot vodstva ili stafa kluba, da čim prej v nekem času Olimpija ujame Maribor ali pa daje Alpari Mariboru, kakšen bo potem razplet in tako naprej, Alpar celo da ga prehiti. Kaj je realno z vidika stroke neko obdobje, da bi se naredil, ne vem, eno moštvo, ki bi bilo, oziroma da poznaš, kako izgleda Maribor in tako naprej. Kaj je to? 2 leti, 1 leto, 3 leti? Ja, jaz moram reči, da če pogledamo v osnovi sestavo Olimpijine ekipe, ker je tukaj za približno 10-12 igralcev, praktično letnika 94, 94, 93, 92, pa tja do 90. Tako da jaz mislim, kar se, če pogledamo z neke dolgoročne vizije kluba, karkoli, imamo boljšo osnovo zdaj. Kako to zadržati, ali bomo uspeli zadržati, ali bo to šlo naprej, pridati pač praktično kvalitetne igralce zraven, ki bojo pomagali tudi tem mladim. Jaz mislim, da v roku leta pa pol, 2 let, če bo to ostalo na kupu, zna biti zelo, zelo zanimiva zgodba, tako da, ampak pač mora ostati na kupu. In mi si vsi želimo, da bi to v bistvu samo izboljšvali, ker praktično, veste kako je, če igramo skozi zgodovino Slovenske lige, se noben klub ni dominiral 10 let, tako da stvari se na vsake tog časa obračajo, upamo, da se bo vrnili v smer Olimpije. Kakšno vprašanje? Mogoče še glede vremena v soboto, je res taka napoved, da naj bi močno snežilo. Kako oba razmišljate o tem? Ste že kdaj bila te izkušnji privržena na treningih ali pa samih tekmah, da bo to močno motilo? Če bo res močno sneženje. Priprava bo verjetno boljša, bo pripravljena. Ja, sej normalno, zdaj stadion, mislim, podlaga v Stožicah je okej. Kakšna bo, če bo podobna reprezentančni tekmi, je malo specifike, ampak jaz mislim, da in Maribor in Olimpija pač nekako, ne bom rekel, ujite podobo nogomet, ampak si želite igrati in jaz mislim, da velike spremembe ne bo glede na to, da na igrišču ne bo pol metra snega. Ampak jaz mislim, da to ne bo moteč dejavnik, ker so drugi cilji pač toliko pomembnejši, da obe ekipi boste naredili vse za to, da pač greste naprej v polfinale. In zdaj prva tekma je pomembna, mogoče pa verjetno pa ni odločilna. Tako da bomo videli, kaj bo potem v sredo, ampak jaz mislim, da to ne bo vplivalo na neke. Ja, se priključujemo odgovoru trenerja. Mislim, da pač vreme je itak za obe ekipi isto, tako da nima velikega pomena. Zate osebno pa si že imel kakšno tako tekmo? Ja, imel to proti Mariboru, tako da sem že dal to čez in sicer eno teče, ampak sem že rekel, je za oboje isto. Še kdo? Če ne, bi se jaz za konc sam še enkrat vrnil na tele vstopnice, ker je bilo nekaj nejasnosti glede te naše paketne prodaje. Paketna prodaja gre za obe domači tekmi, ki prihajata v naslednjih 14 dneh, se pravi ne za pokalno prvo in pokalno drugo. To smo tudi zdaj malo bolj jasno mogoče napisali tukaj v tole zadevo, ki ste jo dobili, ki jo bomo tudi danes objavili še enkrat na spletni strani, tako da vam ni treba tega prepisovati karkoli. Glede na to, da nam grejo mogoče malo ne ravno na roko te šolske počitnice, ki se začnejo s petkom, če se ne motam. In bi dodal še, da seveda, če se mogoče cena komu zdi pretirana, da je vedno na voljo seveda ta najbolj ugodna varianta severne tribune na stadionu, kjer je doma naša navijaška skupina Green Dragons, kjer je najdražja karta 4 evre in jaz fante poznam, pa vam lahko rečem, da ne grizejo, tako da tam ni nobeno nevarnosti, če se želite tja odločiti. Je pa seveda še vedno na voljo tudi polsezonska vstopnica, ki stane 40 evrov in ne zagotavlja samo obiska na domačih, ampak tudi na vseh gostujočih tekmah Olimpije v ligi. Hvala za vaš obisk, zdaj vas seveda vabim še na toplo-hladni bifek ali v preddverje, kjer se lahko seveda pogovorimo tudi z direktorom. Hvala.
Hvala.